Po reprezentančnem odmoru ena pomembna zmaga danes proti Zavrču, čeprav v težkih razmerah. Zanima me vaš komentar srečanja. Pa mislim da smo imali u prvih pola sata jednu jako ovako obećavajuću dobru utakmicu. Mislim, da smo imeli v prve pol ure igre eno zares zelo dobro tekmo in premoč, brez obzira na vreme, kakršno je bilo danes v Ljubljani. Dali smo 2 lepa gola in imeli smo vse niti igre v svojih rokah. Potem pa smo prejeli čuden gol, ki je spremenil potek tekme in vse skupaj je bilo zelo negotovo. Potem smo dali 3. gol, ki je bil dober za nas, a spet prejeli 2. gol, ki je bil bolj po spletu okoliščin in dokaj nesrečen. Dali smo jim 2 gola in to me malo moti, podarili smo preveč. Ker Zavrč danes ni bil najbolj razpoložen za igro in sami smo spustili nasprotnika nazaj v to tekmo. Na koncu smo zmagali in končalo se je dobro za našo ekipo. Problematična utakmica. Naslednja tekma že z Rudarjem, vemo, Rudar v dobri formi v tem delu sezone. Pa Rudar je u odličnoj formi, pa isto kao i Zavrč, isto kao Maribor, kao Kopar, oni svi guraju jako dobro. Da, Rudar je odlična ekipa, tako kot Zavrč, Maribor, Kopar, to so vse ekipe, ki stojijo odlično. Rudar je ekipa, katero rad gledam na igrišču, to je ekipa, ki želi igrati in okolikor bomo imeli naslednjo nedeljo, nekoliko lepše vreme, mislim, da nas čaka izjemno lepa tekma. Što je večeras, u nedelju bi mogla biti jedna stvarno lepa utakmica. Vam pa ta reprezentančni premor pravzaprav pomagal nekako dvigniti formu oziroma izpiliti še neke stvari v igri. Pa jeste, mislim svaka ta pauza je... Da, mislim, da je. Vsaka ta pauza je za tako ekipo, kot je naša, izjemno dobra. In ker smo mi ekipa, ki je imela kar nekaj težav s pripravljenostjo in tudi v igranostjo, je prišlo vse skupaj izjemno prav. Bili smo sicer 2 tedna tudi brez Šporarja in Mitrovića, ki sta standardna naša igralca. Prav nam je prišlo, ampak jaz mislim, da bomo pripravljeni na zadnji 2 tekmi, tako proti Rudarju, kot tudi proti Kopru. In verjamem, da Olimpija zadnjih 2 tekem v prvenstvu nikako ne bo igrala slabo. Ja mislim, da Olimpija v tim utakmicama ne može da ne igra dobro. Zelenica, na to zabili 2 prelepa zadetka. Pa kljub temu ste igrišče zapustili predčasno. Kako je z vami? Ja, po zdravniških besedah ni nič hujšega, tako da upam, da ni nič takega bolj resnega, tako da bomo videli še po teh 2 dneh počitka, da vidimo, kako bo s tem. V bistvu je to drugo koleno, tako da mislim, da ni nič hujšega. Kakšen je bil občutek spet zadeti kar 2-krat po takem dolgem odmoru? Ja, v bistvu vsak zadetek je dober občutek, ko dosežeš, ampak tudi po tem letu pa pol je seveda občutek toliko lepši in boljši. Ste že pred tekmo nekako čutili, da bo prišlo do tega ali ne? Ja, v bistvu, če sem iskren, nisem, kajti prvo mi je bilo najbolj važno, da odigram tekmo, da se ne poškodujem in v bistvu sta ta 2 zadetka bila samo pika na i. Težek boj ste danes bili tukaj v Ljubljani, sploh prvič je Zavrč zaigral na Stožicah. Težko vreme, pa vendarle nekako se je zdelo, da ste dobro parirali nasprotniku, končni rezultat pa le gol razlike. Pa dobro, občutek je bio da su oni bolj parirali nama, kajti po mojem smo po sebi u drugem polčasu mi dodajali ritem ne glede na rezultat. Z druge strani sa pohvala osebi, ker je pripravilo igrišče po takem dežju, res taki pogoji, fenomenalno s te strani i moram zdaj povedati, evo prvič mogoče u moji kratki karijeri, pa tudi kod igralic sam prvi čuto eno nameru pri sodniku, enostavno moram poudariti da ni vplivao na rezultat, ampak gledajte, mojim igralcom je prepovedano da uporabljaju roke posebej ko predribla igralec. To se zgodilo jedno 5-krat, to se mora sankcionirati, ne glede en rumeni 2, 3, 5, to su ene zadeve koje nisu vplivale na rezultat, ampak mene moti kod športnika, ker mojima ne dam, tamo je na priložnost, ne smeju padat u 16, ampak če je roka, če je namera, mislim, to se mora sankcionirati na jedni ili na drugi strani. S druge strane čestitka, malo je presenečeno, smo bili u strani Olimpije, se čutla jedna sprošćenost i te iskušnje ki ih je Kosanović prineso s te strani, zdaj kako se bo odvijalo kasneje, to ne vem, to maju oni za se brigat, ampak nas je to presenetilo da smo u jednom trenutku se počutili preveć moćni, da smo morali igrati bolj agresivno, bolj pogumno, ker je prosto bilo še preveć
ker na treningu bolj mi se zdelo, da delamo včasih kot pa na tekmi, čeprav publika lahko reče, da je bila izjemna tekma, jaz sem pričakoval malo bolj agresive, bolj pas kombinatorike. Škoda, da nismo izenačili, sem res želel, da vsaj piko odnesemo, ampak dobro, imamo Maribor, gremo spet, to pomenjajo, slišim Avgust, pa to su zgodbe koje sploh mi nismo še zreli na Stožicah priti u ambijentu, odigrati na ta način na koji mi gajimo, se bomo pripravljali, upam da bomo še kakšne pike osvojili do te pauze, pa gremo naprej više. Kaj dobrega in mora biti kaj slabega ste danes videli v sami igri Zavrča? Slabega, ok, vreme je vplivalo na gole. Oni su dobili 2 gola, ki su res posledica samega vremena. Tudi mi smo dobili slabe stvari iz tega da nismo, jer rezerva se čutila pri mojih fantova. Ja sam je čuto i meni je tekma vrhunec. Sve kaj delamo na treningih je priprava za tekmu i to sam hoto danes vidjeti. Mankalo je, s druge pa strani, ko gledamo oboje stranske ekipe, mislim da smo i već želi, već nogometa pokazali, to je bilo jedno 5-6 priložnosti čistih driblinga, čistih onih. Mislim da se oni tu nisu snašli, Olimpija, moji su to fanti dobro držali, napake ki ih delamo u obrambi, preprosto ih delamo, premalo je to časa da zaista se zrihtamo, te 30 pik nas z jedne strane oviraju, z drugih pa nismo zadovoljni zdaj iz te perspektive, upamo da bomo še kakšnog piku i to je to. Težka tekma naslednja proti Mariboru, to bo pravi derbi. To je naš... Vemo, v prvem delu sezone ste ih premagali 1-0. Ja, to je starejši brat, pa še prvu tekmu smo delali odlično, motiva tu ne bo zmankalo, toto kaj smo danes pogrešali, toto agresivnost, to ne bo prišlo v poštev, ampak se zanašati na Maribor, to nama sploh niti ne razmišljamo, mi bomo prišli odigrati eno tekmu, ispraviti še določene zadeve malo bolje, pripraviti toti blok in tote kontri iskorišćati i upamo na najboljše, ampak gledajte, Maribor je jedna klasa za sebe, jedna stopnica već u odnosu na sve naše ekipe i tu nimamo kaj izgubiti.